V dvorano prihajata predsednik vlade, dr. Robert Golob in minister za javno upravo, magister Franc Props. Spoštovane in spoštovani, dobro jutro in dobrodošli na drugi konferenci Jutri javna uprava, trendi, razvojne priložnosti in izzivi. In dajmo en tak spontan aplavz navdušenja. Ko smo se lani prvič zbrali v dvorani Mons, smo govorili o temeljih. O zaposlenih, ki so ključ do vsake dobre uprave, o storilnosti in kakovosti storitev, o zaupanju, ki ne pride z dekreti, ampak z delom in odnosom, ter o odgovornosti do premoženja, pravil in ljudi. Takrat smo skupaj odprli pomembna vprašanja. Kaj poleg plače motivira javne uslužbence? Kako naj vodimo v sistemu, ki je pod pritiskom? Kako zgraditi kakovostne politike in predpise, ki jim ljudje zaupajo? In kaj pomeni odgovornost, ne samo na papirju, ampak v praksi. Letos smo tukaj, znova, v večji dvorani, z več sogovorniki, pa tudi z večjo odgovornostjo. Zakaj? Ker vmes ni vse stalo pri miru. V zadnjem letu smo kot sistem doživljali tako preboje, kot tudi spodletele poskuse. O nekaterih se govori, o drugih molči. Danes bi radi govorili o obojem. Nadaljujemo torej tam, kjer smo lani končali, z jasno vizijo, a z obema nogama trdno v realnosti. Danes bomo govorili o ugledu, prihodnosti umetne inteligence in o tem, kaj v sistemu danes dobro deluje, pa morda ne znamo izpostaviti in predstaviti. Celotni javni upravi, od občin do agencij, od ministrstev do javnih ustanov in upravnih enot želimo danes ponuditi pogled od zgoraj, razmislek o podobi, vpogled v prihodnost in izmenjavo tistega, na kar smo lahko vsi skupaj iskreno ponosni. Zato gremo za začetek k tistim, ki imajo priložnost in odgovornost, da premike strateško usmerjajo. Na oder vabim predsednika vlade, dr. Roberta Goloba in ministra za javno upravo, magistra Franca Propsa. Pozdravljeni. Predsednik vlade, ste lahko kar tule na sredini, pa ministra za javno upravo. Takole prosim. Ja, za začetek seveda dobrodošla in pa nekako se ne morem izogniti stereotipu ob samem začetku pogovora, ki nekako velja za javne uslužbence. Upam, da sta imela dovolj dobro in močno kavo za zanimiv pogovor. Ne? Ne, ampak se bomo zbudili zdaj. Ostanimo pri stereotipih. Pogosto slišimo, da v javnem sektorju ne delamo veliko. Da ko enkrat postaneš uslužbenec, postaneš to do upokojitve in da pred 10. uro zjutraj sploh ni pravega dela, danes dokazujemo nasprotno. Predsednik vlade, prihajate iz gospodarstva. Katera razlika med gospodarstvom in javno upravo vas je na začetku mandata najbolj presenetila? Najprej eno lepo dobro jutro. Jaz blagor vam tistim, ki nič ne delate, tako da jaz ne vem, odkar sem v javni upravi, moram delati še več kot prej. Čeprav nisem direktno javni uslužbenec, ne glede na to. Na začetku mandata ni bilo razlik. Po 4 letih oziroma po 3 letih in pol jih vidim, bistveno bolj kot prej. Na začetku sem še mislil, da so stvari skoraj da identične, na koncu vidiš eno pomembno in ta se mi zdi, da je pomembna tudi za vse vas. Vsi ljudje smo taki, da potrebujemo spodbude, motivacijo. Poslanstvo je super, ampak poslanstvo se mora v nečem materializirati in fajn je, ko vidiš, da ljudje prepoznavajo, da si pri uresničevanju tega poslanstva dober. Vsak od nas to rabi. No in v podjetju je to neprimerno lažje. V podjetju se doseganje ciljev meri s številkami, spravi praktično vsak dan vidiš, ali si na pravi poti ali ne. Medtem ko se v javni upravi doseganje ciljev največkrat meri v zadovoljstvu uporabnikov in ker seveda tisti uporabniki, ki so zadovoljni, in to sem se naučil, so največkrat tiho, čeprav se ti povejo, ampak so manj glasni od tistih, ki niso,
te lahko to zaznamuje, da padeš pod vpliv teh glasnih nergačev, ki so vedno v manjšini, so pa vedno glasni in te lahko zaznamujejo. In šele, ko greš čez to, da jih dobesedno izključiš oziroma izklopiš in se z njimi ne ukvarjaš in se raje posvetiš tej tihi, zadovoljni večini in odzivom, ki jih dobiš od njih, bolj ti je toliko lažje tudi najti motivacijo za svoje delo. Tako da ta transformacija je bila pri meni najhujša, recimo. Pa verjamem, da se marsikomu to tudi pozna tako. Odlično izhodišče, verjamem, da se bomo danes še kar nekajkrat vrnili k tej tematiki. Hkrati pa smo na začetku uvoda omenili, da bomo na današnji konferenci pogledali na javno upravo tudi od zgoraj. Gospod minister, kako bi v nekaj stavkih opisali trenutno stanje javne uprave? Kaj bi morebiti izpostavili kot najpomembnejše? Javna uprava je velik sistem, ne? In velik sistem ima seveda težave s tem, da je njegova odzivnost relativno počasna, ne? In tukaj, ko se lotevamo stvari ugotavljamo seveda, da je prav ta odzivnost, ki je pričakovana strani uporabnikov storitev drugačna, kot pa jo v resnici zagotavljamo, vendar se mi zdi vseeno, da veliki sistemi, če bi se prehitro odzivali, bi lahko delali tudi večje napake. Tako da se mi zdi, da je pomembno to, da se premikamo in se premikamo v pravo smer, da se stvari izboljšujejo. Zagotovo je ena od pomembnih stvari ta, da zagotovimo z svojim delom ali pa zagotovimo pri ljudeh ali pa vzbudimo zaupanje v to, kar počnemo, ker vkolikor ni zaupanja v to, kar delaš, je potem lahko veliko težje te stvari opravljati. Da pa bomo zbudili zaupanje, pa seveda potrebno biti pregleden, bom rekel, lahko tudi transparenten in seveda komunicirati to, kar delaš z okoljem, v katerem si. Ja, mislim, da bo beseda zaupanje danes zelo pogosto uporabljena in da jo bomo tudi v nadaljevanju ob različnih panelnih razpravah seveda poskušali utemeljiti. Gospod predsednik, katere spremembe na področju javne uprave v zadnjem letu pa ocenjujete kot najbolj prelomne? Seveda bi z lahkoto padel v past in rekel, plačna reforma pa ne bo. To itak občutite in je škoda o tem govoriti. Ne, pa bi se res navezal raje na zaupanje, ker se mi zdi ena taka zelo pomembna stvar in jo se poskušam vživeti v slehernika, ki pride v stik z nami. Recimo, da sem jaz tudi javna uprava zdaj. In se mi zdi, da je ključna točka, kjer lahko včasih po nepotrebnem izgubimo zaupanje, in od tukaj tudi nergači, takrat, ko imamo se znajdemo v situaciji, kjer nam neživljenjsko pravilo narekuje, da smo neživljenjski do tega slehernika, ki pride z nami v stik. In ga ne uspemo prepričati, kljub temu, da je pravilo jasno. Pravilo je popolnoma jasno, ampak ne uspemo ga prepričati po navadni kmečki logiki, da to, kar počnemo, zanj ni dobro. In ko se s takim primerom srečamo, se mi zdi, da v sistemu enostavno, vsaj zaenkrat, ne vidim dovolj poti, po katerih bi bila ta izboljšava pravil nekaj samoumevnega in nekaj, čimur bi vas tudi nagovarjali. Jaz sem se res srečeval, odkar sem tle na funkciji, z posamičnimi primeri tudi, ko so mi ljudje pisali to in sem dejansko ugotovil, ne da je krivda na javni upravi, se vi morate izvajati pravila, saj tle ni dileme. Ampak je krivda v tem mogoče, da kot sistem, velik sistem, kot pravi minister, včasih nismo dovolj hitri, da bi neživljenjska pravila res hitro in ažurno spremenili. Zato, da ne bi bila v škodo na koncu ljudi. Vsi tukaj ste, zato da delate za ljudi, včasih nam pa pravila to onemogočijo. Pa takih primerov, pa zdaj bom namenoma, ker vidim, da je generalni direktor policije tudi tu uporabil ta primer zadnji, ki je zadnje dni tako aktualen in to je nasilništvo. Vsi se čudimo, kako je možno, da pri naprimer spolnem nasilju je na žrtvi, da sproži pregon, na žrtvi, da vztraja v pregonu in da praktično je ne znamo zaščititi na pravi način. In to pravilo je postalo skozi čas neživljenjsko, ker so storilci dobili svoje, ampak res
svoje pravice, človekove pravice in so zaščiteni na vse možne načine, vključno z brezplačno pomočjo, potem ko smo na žrtvu v celem tem procesu pozabili. Ampak pravilo je tisto, ki je pozabilo na njih. No in včasih je treba tako pravilo enostavno spremeniti in potem tudi zaupanje vseh nas, ki se trudimo, kar naenkrat poskoči. In zato čim več res iniciativ za spreminjanje neživljenjskih pravil. Ta sistem vzpostaviti, se mi zdi, da bo pol tudi zaupanje neprimerno boljše in lažje na eni strani vzpostaviti, še bolj pa občutiti v vsakodnevnem delu. No. To se mi zdelo strašno pomembno, sem res hotel deliti z vami, prav na teh konkretnih primerih, ki se jih zdaj vzpostavljam, pa s katerimi se srečujem, ki se pa res tičejo vsakega človeka lahko. Naslednje vprašanje za oba. Kako gledata, danes smo že nekoliko omenili, predsednik, vi ste omenil poslanstvo. Kako gledata na poslanstvo zaposlenih v javnem sektorju? Ali vam je morebiti kakšna zgodba ali pobuda iz javne uprave v zadnjem letu osebno najbolj ganila, navdihnila ali pa pokazala na to, kaj pravzaprav ima največji smisel? Poslanstvo je v zelo kratkem, lahko rečem, že v poimenovanju teh ljudi, ki delajo v javni upravi, so uslužbenci. To se pravi, bi morali biti v službi javnosti oziroma tistih, ki rabijo to. In če v bistvu živimo ta del, zelo poenostavljeno povedano, če živimo ta del, da smo uslužbenci, potem mislim, da smo zelo blizu temu, da dosežemo tisto, kar je naše poslanstvo. V resnici je potrebno vedeti, da ko se srečujemo z vsemi temi, bom rekel, različnimi postopki in ostalim, lahko vedno trčimo v nekaj, ko se zelo hitro, bom rekel, postavimo korak nazaj in se prelevimo v nekoga, ki zgolj izvaja neko nalogo, ki je nekje natančno opredeljena. In če ne zaznamo tega na način, da bi služili na drugi strani temu, ki to storitev rabi, imamo zagotovo potem lahko težave. In če bomo, bom rekel, v tem delu živeli to poslanstvo, mislim, da bomo zelo izboljšali tudi na koncu percepcijo pri tistih, ki naše storitve rabijo. Ja, hvala za odličen prikaz tega, da je razlika seveda med uslužbencem in izvajalcem. Minister, javna uprava ni vedno deležna spoštovanja, ki si ga zasluži. Danes bomo tudi to večkrat odprli, najprej v prvi panelni razpravi, ki sledi. Zakaj se vam zdi, da je zaupanje javnosti še vedno tako krhko? Kako se v vodstvu odzovete na kritike, še posebej tiste, ki pridejo iz notranjosti sistema? Jaz mislim, da je treba kritike vedno jemati kot nekaj, kar nam je podlaga za to, da stvari spreminjamo. Ne glede na to, a pridejo znotraj iz sistema ali pa pridejo od odzunaj. In velika vloga ali pa velik pomen pri tem, kako se odzivamo na te kritike, je seveda v tistih, ki vodimo posamezna področja. In vodenje je v resnici eden od ključnih dejavnikov, to mislim, da smo tudi lani govorili, in bistveno lahko prispeva k temu, da vsi tisti, ki so vodeni, ne bom govoril, da so upravljani, ker upravljamo mrtve stvari. Ljudi pa seveda moramo z njimi ravnati in od njih zahtevati seveda, da opravijo to, kar se od njih pričakuje, hkrati pa jim nuditi podporo in graditi s tem tudi zaupanje znotraj sistema. Kritika sama, to, kar ste prej vprašali, je pa samo po moje eden od elementov, ki nam lahko pomaga izboljševati stvari. Ja, kako voditi uslužbence in ne upravljati izvajalcev je najbrž eno izmed vprašanj, ki ga bomo danes še izpostavljali. Predsednik vlade, kako pa menite, da politika vpliva na ugled javne uprave? Večkrat ste dejali, da je javni sektor hrbtenica družbe, javne storitve seveda vsak dan pogosto 24 ur na dan, 7 dni na teden zahtevajo motivirane, dobro plačane, spoštovane ljudi. Kako lahko še okrepimo oziroma gradimo to spoštovanje? Jaz sem prepričan, da vsi delimo mnenje, da politika izključno pozitivno vpliva na ugled vseh, ki pridejo z njo v stik. Malo vam bom spet porušil ritem, pa mi šel na to, kar je minister omenil glede kritik. Jaz mislim, da se bomo še bolj govorili o vodenju, ampak ena točka,
brez katere jaz recimo ne bi preživel v tej funkciji, pa niti ne v prejšnji, ko sem vodil gospodarsko družbo. Vedno in povsod je dobro, ko na začetku vseh procesov spodbujaš, ampak res spodbujaš demokratično izmenjavo mnenj. Takrat so vse ideje, na začetku procesa so vse ideje enako dobre, enako vredne in zaželjene. To je na začetku procesa. Potem se moraš kot vodja, vsak od nas prije prej to situacijo, odločiti, katerim idejam boš dal prednost. In tudi to je lahko demokratičen proces, ampak nekdo se mora na koncu odločiti pa reči, gremo v to smer. Ko je enkrat smer začrtana, pa nove ideje niso več nujno zaželjene, ker je treba smer, ki je bila začrtana, izvesti. In ljudje smo različni. Eni so taki, da so pogumni v prvi fazi, takrat, ko je njihov prispevek dejansko zelo koristen, drugi so pa takrat tiho in začnejo iskati alternative, takrat, ko bi morali izpeljati tisto, kar so se vsi ostali dogovorili. In vodja mora prepoznati med ljudmi, in res to mora prepoznati, kdo so tisti, ki prispevajo v pravem trenutku in kdo so tisti, ki ali iz strahu, ali negotovosti, ali karkoli, se oglasijo šele takrat, ko bi morali stvari že peljati naprej. To ne pomeni, da vodja to mora vedeti. To ne pomeni, da je treba te ljudi izključiti iz procesa. Vedeti mora, ker jih mora potem te ljudi ustrezno tudi na nek način sanirati, spravi njihovo delovanje na kolektiv. Če tega ne počneš, si ves čas dobesedno v nekem takem zastoju, permanentnem zastoju, predvsem pa v permanentni slabi volji med ljudmi, ki delajo v isti ekipi. In ta del se mi je zdaj zelo pomemben. So kritike, ampak ideje, in je kritizerstvo takrat, ko bi morali skupaj nekaj narediti. In tu je treba narediti razliko. Vsi najuspešnejši, ampak res gospodarstveniki, sigurno ste si brali knjige tudi od njih, vam povejo, da ideje so zaželjene in treba jih je spodbujati, da jih je čim več, na koncu jih pa mora vodja obtežiti, dobesedno obtežiti, katera ideja je bolj pomembna, ima večjo vrednost, glede na to, kdo je tisti, ki jo podaja. Ker vsak od nas ima zgodovino, dobesedno, koliko so bile naše ideje koristne, pa koliko niso bile koristne. In vodja mora vedeti, čigave ideje so koristne bile v preteklosti, čigave pač niso bile. In dajati prednost sam pri sebi, ne drugače, pri tem, da ve, kateri zaposleni, kateri uslužbenc je tisti, ki daje ideje, ki so se izkazale kot zelo koristne v preteklosti in katerih pač je lahko sicer glasen, ampak njihove ideje razen glasnosti niso imele velikega učinka. Ta del se mi zdi neizmerno pomemben in še enkrat vem, to ni samo v javnem sektorju, to je povsod, se je tudi v družini doma je enako. Sem, da tega ne govorimo na glas, ampak samo vsak pri sebi procesira in popolnoma enako je v vsakem kolektivu. In včasih bežimo od te in si mislimo, da je glasnost najbolj pomembna. Ne, vodja mora presojati ne na podlagi glasnosti, ampak na podlagi preteklih izkušenj z idejami posameznikov. Vsem prisluhniti, ampak obtežiti pa bolj tiste, ki so se izkazali že v preteklosti kot bolj koristni. Ja, tako smo načeli še eno izjemno pomembno temo, ki bo danes zagotovo večkrat na sporedu in gospod minister, moram vprašati seveda tudi vas podobno, kako naj vodje danes vodijo, če niso ne super ljudje, ne roboti, na kakšen način vodjam lahko damo nekakšno oporo? V javnem sektorju je vodenje enako pomembno, kot je že omenil predsednik vlade, kot je v zasebnem sektorju. Mi smo imeli do pred kratkim v bistvu ta del slabo vrednoten, če smemo temu tako reči, in tukaj se je tudi zgodil in smo prišli do neke negativne selekcije znotraj sistema. Vodje seveda morajo biti voditelji, ne morejo biti šefi, ker če si, ne vem, seveda moraš v nekem trenutku sprejeti odločitev in biti šef in reči, tako bomo šli naprej, kar je bilo že omenjeno. Zagotovo pa je potrebno v tem delu spodbuditi pri ljudeh, da se začnejo odzivati, ker toliko kot recimo imamo vpogleda v vsak, bom rekel, sistem, ali v realnem ali pa v javnem sektorju,
bomo s tem, ko bomo odprli prostor za to, da začnejo ideje prihajati na dan, bomo seveda tudi vključili ljudi, ki želijo sodelovati. Vedno pač bom rekel, zakonitosti je, da imamo neko skupino, ki želi biti pionir, imamo skupino, ki želi pristopiti k tistim, ki so močnejši, in najbolj pomembno se mi zdi to, da tiste ljudi, ki zavirajo sistem, premagajo tej pionirji, tisti, ki želijo razvijati stvari, in da ti stopijo k tem. Če pa se pa zadeve obrnejo, da stopijo k tem, ki želijo zavirati sistem, potem imamo pa zagotovo težave. In tukaj je, se mi zdi, ključna vloga vodij, da prepoznavajo, bom rekel, v celotni tej svoji organizaciji, tam, kjer pač so si želeli, da bodo opravili to svojo funkcijo vodje, kaj je tisto, kar lahko spreminja stvari na boljše, in na tem dajo velik poudarek. Če si predstavljamo prihodnost, seveda ne jutri, kljub temu, da je to nekakšen slogan naše konference, ampak gremo v leto 2030. Kaj bi si želeli, gospod predsednik, da javna uprava takrat zmore in zna, česar danes še ne? Kaj pomeni moderna, zaupanja vredna uprava v vašem pogledu? Obstajajo bližnjice, in zdaj bi lahko začel o digitalizaciji in umetni inteligenci. To je bližnjica, ki sicer prihaja, ampak bo uspešna toliko, kolikor bomo uspešni pri organizaciji medsebojnih odnosov. Jaz še vedno mislim, da so vsi kolektivi, vsi sistemi prihodnosti bojo temeljili seveda itak na ljudeh, ampak temeljili bojo na zdravih odnosih med ljudmi v ekipah. In to o vodenju in kdo je lahko vodja ekipe, o tem lahko govorimo 2 uri, 6 ur ali pa 2 dni. Bom probal vseeno biti čim bolj strnit v čim krajši čas. Vsi ljudje si želimo biti slišani in vsi rabimo dovolj pozornosti. To se sliši tako čudno, ampak taki smo. In tudi ko delamo, v resnici želimo, da nas nekdo sliši in da imamo pozornost svojega vodje. In meni je bilo najbolj fascinantno, jaz sem včasih si mislil, da moraš kot vrhovni obvladati stotine ljudi, imeti čim več osebnih kontaktov, kar je sicer res, fajn je oseben kontakt, da ne bo nesporazuma. Ne moreš pa osebno voditi 100 ljudi. In šele, ko si to razčistiš, da kaj pomeni dejansko voditi in kaj ljudje od vodje pričakujejo, in da to pomeni, da vsak teden moraš sedeti z njim vsaj 1 uro in se pogovarjati o njegovem razvoju, ne o vodji, ampak o tvojemu uslužbencu, in da si v resnici lahko učinkovit vodja samo toliko majhnemu številu ljudi, kolikor se mu lahko posvetiš. In šele, ko to ponotraniš, da moraš si strukturo narediti tako, da imaš oseben stik s tvojimi neposrednimi in oni si morajo potem naprej, spravi moraš delegirati tudi sistem vodenja, šele takrat lahko postaneš pravi vodja za tvoje ljudi v ekipi. Ta je največji premik v glavi je bil ravno ta, da si moraš vzeti čas, res moraš vzeti čas za ljudi, za katere želiš, da boš njihov vodja. Če si ne vzameš časa, ne moreš biti njihov vodja, pika. To je bila prva taka, ki sem rabo tudi jaz dolgo časa, da sem jo ponotranil, in če bi se vse to preneslo, naprimer in vsi veliki sistemi delujejo na tem principu. In ko bo enkrat vse to prenešeno v javno upravo, tudi kot velike sisteme, je to tisti temelj zdravih medsebojnih odnosov, na katerih lahko potem gradimo prihodnost 5 let. Zakaj sem rekel 5 let? Zato, ker tega ne vzpostaviš čez noč. Jaz sem to na firmi vzpostavil 2 leti, pa je šlo bistveno hitreje kot v javni upravi iz 100 razlogov, tudi zaradi naročanja pa tako naprej, ker je sorazmerno kompleksen proces. Pa je trajalo 2 leti. Tudi tu nam bo trajalo manj. In sistem vodenja je prav, ampak ko rečem vodenje, ne pomeni en vrhovni šef pa spodaj množica uslužbencev, ampak govorimo o vodenju skozi majhne skupine 5 do maksimalno 10 zaposlenih, in vodja mora poskrbeti za njih. In na koncu je odgovornost vodje, da skrbi za te ekipe, skrbi, da se razvijajo, skrbi, da rastejo,
skrbi tudi, da če nekdo v ekipi iz bilo katerega razloga, se ne zna vklopiti ali pa ne zmore, se iz ekipe umakne. To je naloga vodje. Nikogar drugega. To ni naloga vrhovnega šefa, da se ukvarja. Vodja mora prepoznati, kdo je tisti, ki ne zmore, noče in ga iz ekipe enostavno da na drugo mesto. To je možno in to ni nič slabega, ker včasih se vsi skupaj znajdemo v slepi ulici. Jaz sem bil prisiljen, ne samo v politiki, tudi prej, tudi osebne prijatelje poslati na drugo pot, ko smo se srečali in pri tem pomagati. In ko smo se čez 2 leti srečali, smo bili vsi navdušeni, kako fajn so se našli na drugi poti, medtem ko se pa niso našli v tisti ekipi. To je odgovornost vodje. Ne more se vsak znajti v vsaki situaciji. In kemija, spet ta dobri medsebojni odnosi, eni bo rekli kultura, ki je bolj sestavljena iz teh majhnih kemij, je ključna. Takrat, ko boste vi se v nekem okolju dobro počutili, za kar je odgovoren vodja, takrat boste v tem okolju ostali in lahko realizirali svoje poslanstvo. Če se ne boste dobro počutili, ne boste ostajali tam. Lahko boste nekam prišli, ker se vam bo zdelo fancy, pa se ne boste dobro počutili, boste ali šli ven, ali pa boste začeli manj delati. Po domače ne boste več izpolnjevali poslanstva, ampak boste opravljali samo še naloge. In v resnici vodja je edini, ki vas lahko pri tem najbolj podpre ali pa odvrne od vašega poslanstva. In je težka naloga za vodje. In vem, da tle ste v glavnem vodje in to je res velika odgovornost na vas, da to ponotranite in to pol tudi živite. Je pa fajn, ko vidiš, da ljudi razvijaš in da se najdejo in ko začnejo vsi z velikim žarom hoditi v službo, je pa to za vodjo tudi najboljši občutek. Hvala za ta optimističen pogled v prihodnost, v leto 2030, ampak prepričan sem, da je veliko optimizma že dan danes prisotnega. Gospod minister, ali že danes v sistemu vidimo delčke prihodnosti in kje jih vi vidite? Zagotovo je kar nekaj aktivnosti bilo že do sedaj izvedenih, zato da bo tudi v prihodnje lažje, če smem temu tako reči, opravljati stvari, ki so znotraj javnega sektorja. Lahko se, pogovarjamo o tem, da kar nekaj te informacijske podpore v združevanju procesov, ki služijo za to, da na koncu tisti, ki uporablja storitev države, dobi te stvari hitreje, se izvaja, so v aktivnostih, ki bodo ali so že bile pripeljane do konca. Seveda je treba vedeti tudi to, da smo lahko z tem, ko smo spremenili določene predpise, govorim zdaj o zakonu o splošnem upravnem postopku, tudi nenazadnje, če govorimo o zakonu o urejanju prostora v gradbenem zakonu, pripeljali v sistem hitrost in pa v resnici dali orodja zaposlenim, da te stvari uporabijo zato, da bodo lažje in hitreje lahko svoje naloge opravili. V prihodnosti seveda pričakujemo tudi kar nekaj koristi od tega, da smo poenotili s tem našim kompetenčnim centrom oziroma tam, kjer bomo zdaj na enem mestu v bistvu zbirali prijave za tiste, ki bodo kandidirali na uradniška mesta znotraj javne uprave in naredili prvi postopek, v tistem prvem delu postopek digitaliziran v celoti, potem pa to dali tistim organom, ki bodo pač naprej se odločali na podlagi meril, kdo je najprimernejši. Tudi za tiste, ki želijo biti v javni upravi, kar je bilo do zdaj, bom rekel, problem. Če si se prijavijo, lahko trajajo tudi pol leta, da se je postopek zaključil in marsikdo je, glede na to, da je v tem času povpraševanje po ljudeh še vedno izjemno večje ali pa večje od nižja ponudba, kot je povpraševanje, je na tak način, jaz mislim, državna uprava oziroma javna uprava postala konkurenčna na trgu tudi z zasebnim sektorjem, še posebej zato, ker so, čeprav je predsednik prej rekel, da se ne bo pustil speljati na plače, ker mislim, da vseeno ta materialni del je zdaj tak, da je postal zanimiv tudi da je postalo delo v javni upravi zanimivo tudi za tiste, ki na trgu konkurirajo za delo. Zagotovo bo v prihodnosti zaradi tega, ker vstopa na trg delovne sile 5000 ljudi manj, kot jih pa ga zapušča,
še bolj pomembno to, da bomo znali pritegniti v ta del, ki je uradniški in kjer pa ne vem, uslužbenski v vojski in policiji, ker ne moramo zaposlovati tujih državljanov, dobili ustrezen kader in če samo gledamo čez to, da je 5000 ljudi manj in če skozi procente zračunamo nazaj, koliko bo to manj ustreznega kadra za javno upravo, je to 100 ljudi na leto manj, ki bodo lahko v resnici vstopili oziroma bodo manjkali v sistemu. Tako da digitalizacija zagotovo je tisto, kar je, hkrati pa seveda tudi vse tisto, kar bom rekel, pomaga kot orodja, ki so bila zdaj skozi predpise spremenjene, so tisto, kar bo v prihodnosti moralo dati rezultate, v nasprotnem primeru bomo imeli kot država lahko resne zaplete. Ja, hvala tudi za to iztočnico, kar se izzivov tiče tako v sedanjosti kot tudi v prihodnosti. Jaz sem prepričan, da smo odprli kopico iztočnic za kasnejše razprave. Beseda zaupanje bo danes pogosto izpostavljena, beseda poslanstvo. Govorili bomo o pomenu vodij in pa seveda o vseh izzivih za prihodnost. Morebiti za zaključek tega uvodnega dela še vajina zaključna sklepna misel, kaj more biti tisto, kar bi si želela, da bi današnji udeleženci odnesli s seboj domov kot nekakšno sporočilo konference. Čeprav sem se prej izogibal temu, ne mislim na plače, mislim na umetno inteligenco, jaz si res želim, da se, pa verjamem, da dosti od vas to že uporablja, da se vsi čim prej opolnomočimo s temi priložnostmi, ki jih umetna inteligenca prinaša. Jaz sem prepričan, da že v roku 2 let bo digitalizacija dobila popolnoma drugačen pomen in pojem. Drugače bomo pojmovali, kot jo danes. Na razpolago bojo generalna orodja, s katerimi si boste lahko pomagali pri konkretnih nalogah, ne boste rabili specializiranih IT sistemov, da bi nekaj reševali, ne boste odvisni od ponudnikov IT storitev, ampak si boste lahko pomagali sami. In to, da se sprejme priložnosti, ki jih bojo dajali tej dobesedno generalne aplikacije umetne inteligence, je nekaj, kar vam bo tudi normalno življenje, ampak še posebej službeno življenje zelo zaznamovalo. Tle se mi res zdi biti odprt do tega področja, saj bomo poskrbeli za zaščito podatkov in vse to, ampak biti odprt do tega, kar prinaša to področje, bo neizmerno pomembno. Zaradi tega, ker vam bo res spremenilo, ker eni govorijo o produktivnosti, v smislu moraš več delati. Ne, umetna inteligenca jo bo res spremenila. Porabili boste 10-krat ali 100-krat manj časa za isto nalogo, ki bo lahko na začetku banalna, kot jih porabite zdaj, kot tega še moče ne uporabljate. In ta odprtost bo strašno pomembna in kot boste slišali v naslednjih tednih, se bomo na to pot podali skupaj, podali se bomo zelo ambiciozno kot država in vas res želim zmotivirati maksimalno, da stopite na njo brez kančka strahu in samo z veselim pričakovanjem vseh novih priložnosti, ki se bojo s tem odprla. Hvala, gospod minister. Mogoče bi omenil 2 stvari. Prva je zagotovo ta, da vsak od nas lahko premakne en delček in se bo ob tem, po moje, izjemno dobro počutil, ker bo imel občutek, da je nekaj prispeval k temu, da se, bom rekel, ta spremembe v javni upravi dogajajo hitreje. Druga stvar, ki se mi zdi pa ravno tako pomembna in se nekako navezuje na to, kar je omenil predsednik, je pa to, da bodo tiste kompetence pri ljudeh, ki bodo povečevale sposobnosti, ki bodo služile temu, da se bomo hitreje odzivali, ključne. Namreč celoten sistem, kljub temu, da smo prej na začetku omenili, da so spremembe počasne, bo padel v to, da bo potrebno v resnici biti sposoben se odzivati izjemno hitro, ker spremembe te bodo silile v to. In tukaj pač nimamo prostora, da zaostajamo, ker bomo pač postali kot država in kot javna uprava nekonkurenčni s tistimi, s katerimi tekmujemo v svetu.
Najlepša hvala obema za uvodne misli, za iztočnice, ki nam bodo služile čez celoten dan, čez celotno konferenco. Hvala še enkrat za iskrenost in lepo prosim še en velik aplavz. Najlepša hvala. Hvala. Še enkrat hvala predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu in ministru za javno upravo, magistru Francu Propsu za uvodne besede.